smo veseli in zadovoljni, da se je gospa Mojca Kucler Dolinar odločila za kandidatko, da se bo pomirila za županski stolček tukaj v Ljubljani. No, dodatna spodbuda je bila tudi to, da se je tudi Slovenska demokratska stranka odločila, da jo pri tej kandidaturi podpre. Tako da se ob tej priložnosti zahvaljujem tudi mestnemu odboru SDS v Ljubljani in celotni stranki, ki je podprla njeno kandidaturo in seveda pri tem tudi izdatno pomagala v volilni kampanji. Tako se zdi, kot da... Tako se zdi, kot da sta v Ljubljani samo dva kandidata, vsaj plakati tako kažejo in tudi rezultati anket napovedujejo, da je naša kandidatka res prava tekmica bivšemu županu gospodu Zoranu Jankoviću. In mestni odbor Nove Slovenije skupaj z mestnim odborom SDS se je naloge lotil zelo resno. In hvala, Mojca, tudi tebi, da si tako odločno stopila v to kampanjo, da ste imeli dobra srečanja po četrtnih skupnosti, dobre predstavitve, tudi na soočenih. Mislim, da si izredno dobro zastopala naše barve in verjamem, da bo v nedeljo tudi rezultat zelo dober, upam, da celo odličen. To si vsi želimo, to ti tudi privoščimo. Še posebej sem vesela kot predsednica Nove Slovenije, da po tistih 3 napornih letih doživljamo sedaj bolj pozitivne trenutke naše stranke, po tisti vrnitvi v parlament, celo vstop v vlado in sedaj tudi imamo odlično kandidatko, torej Nova Slovenija, resna konkurenca tudi tukaj v Ljubljani. In mislim, da vsi člani Nove Slovenije, simpatizerji in lahko tudi cela desnica se lahko veseli tega, da se je tudi z Novo Slovenijo desnica, desna sredina v Sloveniji okrepila in da smo sedaj lahko dostojen, dober partner tudi v slovenski vladi. Seveda pa časi niso enostavni, niso lahki, zato se pogosto sestajamo tudi znotraj koalicije, usklajujemo mnenja, predvsem pa imamo v ospredju v naših mislih Slovenijo. Ker če nam sedaj ne bo uspelo narediti tistega, kar je nujno, da v Sloveniji naredimo, potem ne vemo, kdo lahko to naredi, glede na to, da je prejšnja vlada na tem področju reševanja krize tako rekoč popolnoma pogorela. Torej imamo veliko odgovornost, veliko dela, mislim, da tudi se zelo trudimo, da bi ga odgovorno opravljali, da bi naredili vse tiste nujne korake, ki niso najbolj prijetni, ki bodo morda za koga tudi malo težje sprejeti, vendar vem, da naši državljani pričakujete, da ta vlada vendarle naredi tisto, kar bi v preteklosti moralo se že zgoditi, narediti, da Slovenija ne bi po vseh lestvicah padala tako hitro navzdol. Mi sedaj ta trend želimo ustaviti in ga počasi okreniti navzgor in verjamem, da nam bo čez nekaj časa to tudi uspelo. Zato se bomo trudili, pri tem pa seveda vas prosimo tudi za vašo pomoč, za vaše zaupanje, zato, da boste znali tudi pred drugimi državljani zagovarjati to, kar se trudimo, da bi naredili
da bi vendarle našo državo, našo ljubljeno domovino spet popeljali po poti uspeha. Torej, se priporočamo za vašo podporo, za vašo spodbudo. Ampak danes smo tukaj zbrani, da damo podporo naši kandidatki. Do sedaj se je že izkazala na večjih položajih kot predsednica Ženske zveze pri Novi Sloveniji, kot predsednica Ljubljanskega mestnega odbora, bivša ministrica, mestna svetnica, ki dobro pozna probleme Ljubljane in ne samo, da pozna probleme, pozna tudi mnoge rešitve. In ko sem si danes ogledala film na spletu Super Mojca, verjamem, da ko bo postala županja Ljubljane, bo marsikateri problem tudi rešila. Tako da veliko uspeha in volilnemu štabu hvala za to, kar ste naredili. Mojci ste res pomagali, dobro ste izpeljali kampanjo. Hvala, Mojca, tudi tebi, seveda hvala SDS-u za vso podporo in vsem vam, ki držimo skupaj, ki si prizadevamo, da bi se v nedeljo veselili dobrega rezultata.